Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o odporu do navezovanja stikov. Ljudje imamo v sebi vdelan program, določen sistem, ki nas omejuje. In ta sistem je v povezavi z navezovanjem stikov z drugimi ljudmi. Kakšne so posledice tega, da smo odprti do drugih? In kakšne so posledice, če smo do drugih zaprti? Da se bolj umikamo v osamljenost. In zakaj je ta sistem omejevanja ustavljen v nas, z kakšnim namenom in od koga? No, v mnogih preteklih videoposnetkih sem povedal, kako imamo ljudje v sebi ogromno nekih sistemov, nekih programov, ki aktivirajo določene energije, čustev, te pa nas potem ali vodijo v neko smer, ali pa nas sabotirajo pri tem, da bi se premikali, da bi nekaj naredili. Določene energije nam dajo zagon, določene pa so težke in nas pritiskajo navzdol. Pri navezovanju stikov je tako, da ko komuniciramo z drugimi ljudmi, potem preko te komunikacije preizkušamo naša prepričanja, naše sprejete definicije besed in potem lahko v odnosu z ostalimi tudi doživljamo konflikte ali čustvene reakcije. Lahko se mi razburimo, lahko se nekdo drug razburi. Zato je komunikacija z drugimi ljudmi odlična šola, da vidimo, kakšna prepričanja imamo v sebi in katera so podporna, realna, katera pa omejujoča, razdvajajoča in konfliktna. Z večjim številom ljudi, ko komuniciraš, bolj napreduješ na poti osebne rasti in samospoznavanja. Ker pa določenim bitjem ni bilo v pogodu to, da bi se človek opolnomočil, in ker so nas želela ohraniti uboga, ponižna, nemočna, so nam vdelali določen sistem, ki nas vodi v samotnost. Večini ljudem se je težko odločati za to, da bi šli v javnost, da bi neposredno, iskreno navezovali stike z drugimi ljudmi. Večina ljudi je raje v samoti oziroma v krogu določenih prijateljev, z katerimi se pozna že dalj časa. Večina jih želi ostati v coni udobja, v starih miselnih in vedenjskih vzorcih,
zato da se jim ni potrebno spreminjati. Vsak od nas ima odpor do sprememb. Toda ravno spremembe so ključne za to, da človek raste, da širi svoje zavedanje in da postaje boljša osebnost, da je zmožen razumevanja, kako ta svet deluje, da je sposoben empatije in da se začne obnašati odgovorno z upoštevanjem vseh drugih živih bitij kot enakovrednih. Zato predlagam vsem, da čim bolj premagujejo ta odpor do komunikacije z drugimi ljudmi, do spoznavanja neznanih oseb in da čim bolj hodijo v javnost, namenoma nagovarjajo neznane ljudi, se udeležujejo različnih priložnosti za mreženje in da širijo svojo socialno mrežo. In to ne na tak način, da se gre v neke hrupne lokale ali da se zraven uživa alkohol in droge, ker s tem se človek samo zatira, ampak da se komunicira res kvalitetno, z trezno glavo, ena na ena, v nekem prijetnem okolju, kjer ni pretiranega hrupa. Toliko glede tega. Poglejte si še kakšno koristno povezavo v opisu tega videoposnetka. Hvala za pozornost in nasvidenje.